Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke v teh prazničnih dneh. December, čas, ko se ozremo nazaj in seveda predvsem naprej, v prihodnost, v leto, ki prihaja. Obljube za obljube in želje. Želje zase in za bližnje. Običajno si ljudje želje izmenjamo v božično-novoletnih voščilih. Mi smo jih izbrali za vas. Od politikov, županov, gospodarstvenikov, kulturnikov in vseh dobromislečih ljudi. Želimo vam, da bi se tudi vam uresničile vse želje, pričakovanja in sanje, tudi tiste, ki ste si jih postavili visoko nad oblake. Iz vseh dobrih dejanj in obilja pričakovanj sestavljamo naš svet. Zahvaljujemo se vam, da ste del tega sveta tudi vi. Bodite z nami še naprej, želimo vam neskončno lepih trenutkov. Leto se zaključuje, s kakšnimi vtisi ga zaključujete in česa se veselite v letu, ki prihaja? Veselim se predvsem veliko ljubezni in življenja, radosti, zato sporočam vsem občankam in občanom, da vse poti v življenju so lepe, le gledati jih moramo s prave strani. S kakšnimi vtisi se poslavljate od tega leta in česa se želite v letu, ki prihaja? Najbolj iskreno se želim, da je moja družina zdrava, to je to, ta drugo pa, da naši fante čim bolj skačejo. S kakšnimi mislimi se poslavljate torej od tega leta? S takimi, s katerimi želim tudi vstopiti v novo leto, to je, da bi se odnos med nami, ne glede na to, kako razmišljamo, če se mogoče tudi kdaj razhajamo, vedno znova ogreli, da bi bili pač taki, da lahko v sožitju živimo eden z drugim, to predvsem ob tej priliki pač v mestu Kranju in okolici. Dobri ljudje nase povlečejo dobre ljudi. Slabe stvari in slabi ljudje pa to počno za slabimi stvarmi in slabimi ljudmi. Zato si želim čim več dobrih ljudi, ki bodo povlekli dobro v ljudeh. Ker to je bistvo. Vsi imamo in dobro in slabo. Nihče ni samo dober in slab, ampak vzgojiti in gojiti, zalivati dobre stvari. Je pa morbiti celo nekaj, kar vam želim za novo leto. Predvsem bi želel, da bi bila Slovenija varna, da bi bila bolj uspešna. V koncu leta tisto, kar želim res iskreno vsem, je sreče, zdravja, veselja in uspeha v novem letu 2020. December je mesec dobrih želja. Česa si želite v letu, ki prihaja? Predvsem bi želel, da bi Kranj napredoval, da bi se ljudje med sabo dobro počutili, da bi občutili tudi to, da so eni prikrajšani za marsikaj, ker sem že sam skoraj 20 let upokojenec, vem, da veliko upokojencev živi na robu revščine, bi predvsem želel, da bi se več posvetili tem ljudem, ki so dolžni več pozornosti, kajti ti ljudje so ustvarjali velik del tega, kar mi danes uživamo. Želel bi, da bi šel Kranj naprej, želel bi, da bi bilo več razumevanja med ljudmi in da bi se tistim, ki so potrebni pomoči, res potrebni pomoči, pomagalo. Leto se počasi zaključuje, s kakšnimi občutki ga boste zapustili in česa si želite v letu, ki prihaja? Zdaj osebno lahko rečem, da si želimo seveda tako kot vsi zdravja, ljubezni, medsebojnega spoštovanja in pa seveda uspehov. Jaz želim vsem v naslednjem letu več časa, več ljubezni in pogleda v oči, ko komunicirajo drug z drugim. Želim več mirnih in lepih sproščujočih trenutkov, po tistem, ko trdo delaš, ko nekaj ustvarjaš, ko nekaj narediš, se je potreben vzeti tudi čas za to, da se spočiješ. In naj bo to tisto, kar bo za naslednjo leto sigurno prav vsem prišlo prav. Še posebej pa pozdravljam vse gledalke in gledalce Gorenjske televizije. Radi se imejmo nič nagajati, nič pretepati, pa ne mečte petard, ker se živali moje. Kaj želite Kranju, kakšna je vaša novoletna poslanica? Želimo jim seveda klasična veliko zdravja, sreče in ljubezni, naj se imajo radi, naj čim bolj kvalitetno preživijo svoj prosti čas, čim manj stresa,
čim več lepih trenutkov v življenju. Najbolj si želimo inovativnosti, kreativnosti in seveda izpolnjevanja ciljev tega, za kar smo tukaj, da pomagamo pri razvoju podjetništva, turizma, razvoju podeželja, človeških virov in pa ne nazadnje okolja in prostora, da se Gorenjska čim boljše postavi na zemljevid Slovenije in sveta. Kakšne so vaše želje našim gledalkam in gledalcem ob prihajajočih praznikih, ob novem letu? Vse izrečeno bi pravzaprav delila tudi z vsemi gledalkami in gledalci, vsem v imenu celotnega zavoda, kolektiva sodelavcev in uporabnikom želim predvsem zdravo in zadovoljno novo leto 2020. Želim vam veliko miru v praznikih in vse dobro v novem letu. Radi se imejte. Kot članica društva Klub En korak več želim vsem gledalcem vaše televizije eno uspešno in lepo novo leto 2020, predvsem pa, da vsak najmanjši trenutek poskušate uživati in si ga narediti lepo. Jaz vsem skupaj želim zelo lepe predpraznične dni. Imejte se radi, pa kolikor vam čas dopušča, seveda ste vabljeni tudi na ogled v kakšno galerijo, da spoznate svet umetnosti in ga približate tudi drugim, morda tistim, ki imajo mogoče malo manj priložnosti, da se s tem seznanijo, in čim lepše v veseli december, kot tudi v prihodnje leto. Kaj si želite v letu, ki prihaja? Jaz osebno si želim zdravja, da bom lahko še nekaj let spremljal, kaj se v tem čudovitem svetu dogaja, da bom imel mogoče priliko še tudi kaj pametnega početi. Človeštvu pa želim vsem okoli sebe, tudi slovenskemu narodu, predvsem mir in neko vero, da pravzaprav svet spreminjamo ne s parolami, še zlasti ne z nasiljem, ampak z modrostjo in trdim delom. Česa si želite v dneh, ki prihajajo? Živeti vsak dan na polno, biti s tistimi, ki jih imam rada, biti zdrava in mislim, da je pol že več kot dovolj. Lahko rečem, da smo ponosni na vse to, kar je slovensko gospodarstvo v letu 2019 ustvarilo, zato lahko na tem temelju z optimizmom zremo tudi v prihodnje leto. Vsem podjetnicam, podjetnikom, državljankam, državljanom želim uspešno leto 2020 in še boljše rezultate, kot smo jih v gospodarstvu ustvarili v letu 2019. Tudi vam vse dobro in da boste odlično krmarili še naprej. Najlepša hvala. Gospa predsednica vlade in ministrica Alenka Bratušek, s kakšnimi vtisi zaključujete letošnje leto in česa si želite v letu, ki prihaja? Najprej seveda mojim dragim Kranjčankam in Kranjčanom eno lepo, iskrivo, prijazno leto 2020. Sama lahko rečem, da sem z letom, ki odhaja, zadovoljna. Nikoli pa ni tako, da ne bi moglo biti še bolje. Lahko obljubim tudi mojim občankam in občanom, da se bom tudi v naslednjem letu trudila, da bo naša infrastruktura čim boljša, predvsem pa čim bolj varna. Tako da jaz poleg tega lepega in prijaznega leta želim vsem seveda čim bolj varno vožnjo. I wish to everybody a happy new year, a year of continuing to growth, year of success, and a lot of health, most important, yeah? And good food. Ja, res, jaz bi si želela čim več lepih trenutkov, da bomo tako sebi osebno, kot seveda vsem v Sloveniji, da bomo znali prepoznati, kako v bistvu nam je lepo in kako moramo to, kar je že zdaj dobro, graditi in nadgrajevati in da mora vsak sam nekaj prinesti k temu, da se nam nič ne bo vseeno zgodilo samo, da pa lahko res veliko izgubimo, če ne bomo delali v pravo smer. Mi kot posamezniki, kot Slovenci in absolutno kot seveda človeštvo, glede na to, kako aktualne so teme o onesnaževanju, globalnem ogrevanju in tako naprej.
Ja, želim eno srečno, zdravo leto 2020 in predvsem veliko lepih trenutkov v Sloveniji z ljudmi, ki jih imate radi. V letu, ki prihaja, si za Slovenijo želim, da bi nam bilo vsem tukaj živeti lepo, dostojno. To je pravzaprav želja za vse Slovence. Na osebni ravni si pa seveda želim, da bi v družinskem krogu, v krogu prijateljev imeli čim več pristnih stikov, čim več časa en za drugega, kajti medčloveški odnosi so tisto, kar te pravzaprav naredi zadovoljnega in srečnega. Si želimo nadaljevanje oblikovanja dobrih, uspešnih, avtentičnih, edinstvenih zgodb, mi rečemo 5-zvezdičnih doživetij. Želimo si seveda 2 milijona srečnih prebivalcev, torej zaposlenih v turizmu, čim bolj motiviranih, da bomo vsi skupaj še bolje predstavljali in pa živeli to našo zgodbo Slovenije, zelene, v trajnostni razvoj usmerjene, kajti to so tisti cilji, ki so odlični tudi za nas prebivalce, se pravi trajnostni zeleni turizem. Občutki so pravzaprav, kadar smo doma, vedno najlepši. Za leto, ki pa prihaja, pa želim pravzaprav vsem Ljubljančanom in Slovencem veliko razumevanja, osebnega zadovoljstva, predvsem pa zadovoljstva pri tem, kar delamo, da delamo skupaj in da še naprej dosegamo skupaj velike zadeve. Za prihodnje leto si želimo čim več lepih trenutkov preživeti v slovenskih naravnih zdraviliščih med žuborečimi termalnimi vodami in poklanjamo seveda polno zdravja, optimizma, da bi le tako šlo slovenskemu turizmu še v prihodnjem letu in še kakšnemu letu kasneje. Voda je zdravilna. Zdrave vode so vse zdravilne, tako za kopanje, tako za pitje, za nanašanje na kožo, v vseh agregatnih stanjih bi lahko rekli, tako da je res tisti element, ki ga lahko uživamo. Vašim gledalcem želim srečno novo leto, veliko zdravja in uspehov. Vse najboljše in srečno. Vsem gledalcem pa seveda želim srečno novo leto, veliko zdravja in naj se jim izpolni tisto, kar si sami najbolj želijo. Vsem gledalkam in gledalcem GTV-ja vošču, seveda pa tudi našim občankam in občanom občine Kranjska Gora prijetne, mirne božične praznike in srečno novo leto 2020. Tako zveni moja čestitka vsako leto, naj vas v novem letu sreča, sreča. Spoštovani gledalci Gorenjske televizije, vse, kar lahko rečem, je, da vam zaželim veliko dobrega, veliko uspehov, čim manj tegob v letu, ki prihaja, v letu 2020. Vsem občanom in občankam občine Radovljica želim eno zelo lepo, uspešno in pa predvsem zadovoljno leto 2020. Jaz jim želim, da se imajo čez praznike lepo v družbi tistih, katerih si želijo. V letu, ki prihaja, pa čim manj stresa, se pravi, ne bomo govorili, kaj imejte, ampak čim manj stresa pa uživajte. Mislim, da ne rabimo veliko, da se imamo lepo, samo pogledati moramo, kaj hočemo, kaj nam manjka. To so pa želje, da bili čim bolj zadovoljni, da se pač znajo ljudje veseliti svojih dosežkov, da se v okviru življenja, ki ga imajo na razpolago, ki je danes, čim bolj posvetujo življenju, družini in tako naprej, in da pač cenijo to priložnost, da smo tukaj. Jaz ne vidim nobenih težav okoli tega, ampak v bistvu je treba malo tempo ustaviti, pa več podlage dati na te, kar je dobrega za življenje, to je najboljše. Vsem gledalkam in gledalcem želim čim več poslovnih uspehov, čim več sreče, predvsem pa ljubezni, jaz mislim, da to je ključno. Naj se vsi osnovnošolci prav odločijo in si izberejo take poklice, v katerih bojo uživali in bojo uspešni. Mislim, da je naša šola ena takih šol, kjer so pač lahko uspešni. Mi vsi in zaposleni na naši šoli in dijaki želimo vsem srečno, uspešno in pa mirno leto 2020.
A lahko slišimo novoletno voščilo vinske kraljice Slovenije? Vsem želim vse dobro, lepe praznike, pa marsičesa je lahko hitro preveč, ampak preveč penina je vedno ravno prav, tako da na zdravje. V novem letu 2020 vam želim še 2020krat več mehurčkov, ker pravijo, da po mehurčkih so še ženske lepše. Česa si želite v letu, ki prihaja? Če bom kratek, zdravje meni in vsem okoli mene, ker je to bistvo vsega, kar počnemo. Mir, zdravje in sreča, predvsem pa družinsko življenje naj dominira in naj v bistvu mir vlada v tem svetu in bomo vsi zadovoljni. Spoštovanje narave, kajti vse, kar smo ljudje in kar imamo, smo vzeli iz narave in naravi je treba tudi vračati dobro, kajti narava vedno vrne dobro, kadar daš dobro. Naj bo iskrivo, veselo, mirno predvsem in naj se izpolnijo želje ljudi, ki si želijo lepe stvari in naj novo leto proslavijo z dobro penino, po možnosti Silverjevo, tako da želim vsem eno lepo, srečno leto. Naj vam vsem skupaj zaželim eno lepo novo leto 2020. Mislim, da bo zelo dobro, zelo veliko pozitivne, simpatične energije, pa tudi morate vedeti nekaj, ni vse v denarju, veliko je, ni pa vse. Veliko je tudi vreden tale naš prijateljstvo, zato pa na zdravje vsem želim vam veliko sreče, zdravja, veliko ljubezni, pa nasmejte se, vedno se nasmejte. Naj bo leto 2020 leto nasmeha. Pred nami je najbolj pomembno leto najne kariere, olimpijsko leto, tako da upam, da bo zlato kot letošnja zmagovalna penina. Kaj nam bo prineslo prihodnje leto, kaj si želite? A mislite zdaj novoletne želje? Ja, zdravje, kaj pa če se drugo želeti, ne? Še kaj posebnega? Drugo se želim. Za drugo lahko skoraj sam malo poskrbim, ne? Za to, kar pa ne morem poskrbeti in se lahko samo želim, je pa zdravje, ne? Za drugo sem že sam potrudil. Česa si želite v letu, ki prihaja? Ja, v letu, ki prihaja ono što želim samoj sebi i svojoj obitelji, to želim cijelom našem narodu. Kad kažem naš narod, onda meni ste vi i svi ostali moji. Jer jednostavno ne mogu ni shvatiti ni prihvatiti da smo različni. Nismo, svi smo dobri ljudi. Kad smo dobri ljudi, onda smo najbolji na svijetu. Dakle, želim nam svima zdravlja. Prije svega, to nam je najvažnije. Ako zdravlja nemamo, ništa ne možemo napraviti. Dakle, neka bude mogućnosti da mladi ljudi zarade za život, da ne odlaze tamo negdje u neke Irske i ne znam koje sve zemlje, jer tamo nije dom, dom je tu. I uvijek rado zapojem onu Slovenija, otkot lepote tvoje, pozdravljam te iz srca i srećni tu smo doma. Slovenija, za tebe pesem poje, ne išči sreće drugoj kod te doma. In prijatelji stari, gdje ste, ta pa je večna. Hvala vam. Ljubim vas. Želim, da vse tako poteka, kot je potekalo do zdaj. Za mano je veliko čudovitih trenutkov, veliko emocij, veliko vsega tega, kaj se dogaja, koncertov, polnih športnih dvoran, veliko albumov, veliko pesmi. Upam, da bom tako ustvarjalen tudi naprej, da bom pisal pesmi, tekste, glasbo, da bomo skupaj prepevali po dvoranah. No, pa še vaše osebne želje v novem letu? Osebne želje, zdravje. Predvsem zdravja, ker jaz vedno pravim, če ima človek zdravja, potem id seveda ljubezni, ker to je tista energija, ki premaga vse. Če ima te dve stvari, potem ima vse. Torej, zdravje, ljubezen, vse drugo pride samo. Želio bi ljudima prvenstveno puno zdravlja. Znači, svim mojim najbližima i njihovim prijateljima
I naravno i onda će doći i sreća i sve ono ostalo što treba. Želim da sam bliže ljudima koje volim i koji me vole i želim da dobijem šta treba na nešto želim. Eto, ono što mi stvarno treba, pa da Bog da bi ja bolji čovjek do godine. Vsem želim veliko ljubezni, kajti brez ljubezni ni nič. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, to je bilo vse, kar smo vam pripravili v nocojšnji informativni oddaji. Naj bo srečno, zdravo, igrivo, včasih malo zapeljivo. Srečno 2020 iz prve televizije Gorenjske, GTV Gorenjske televizije.